Italije plaha ptica, ga bosta ulica in politika odgnala. Že četrt stoletja privatizacija državnega premoženja buri dokove, tako in drugače, in deli Slovenijo. Medtem ko na ploščadi pred parlamentom prav v tem hipu govori ulica, v prid ustaviti procesa privatizacije. Najprej bi predstavil sogovornike, udeležence okrogle mize. Na moji levi prvi je gospod Primož Mikolič, pravnik, odvetniška družba Ilič in partnerji. Potem drugi je gospod Matej Kovač, poslovnež in kolumnist. Tretji je dr. Anže Burger, raziskovalec, Vizijo institut. Četrti je pa gospod Izidor Jerman, glavni upravljalec skladov Alpen Investa. Čakamo pa še gospoda Tomaža Butino, člana uprave KD skupine DD. Pa morda, če bi pri vas začel, dr. Burger, včeraj smo doživeli nekakšno spremembo. Premier Cerar je bil odločen glede prodaje Telekoma. Kakšen je to signal, kaj to pomeni, Tomaž? To je zelo dober signal. To je zame nekak tak prvi večji korak k normalizaciji razmer, k začetku res tistega pravega procesa prehoda iz nekega državnega kapitalizma, kot smo mogli priča v zadnjih 25 letih, v smer nekega svobodnega tržnega gospodarstva. Rad bi sam poudaril, da je mogoče v javnosti vloga države v bistvu nejasno oziroma premalo znana. Trenutno gospodarske družbe posredno ali pa neposredno v državni lasti v bistvu oblikujejo in nadzirajo velik del trga, obvladujejo kar 40% lastniškega kapitala, ustvarijo kar 1/4 dodane vrednosti v državi, imajo v lasti kar 1/3 vseh sredstev in pa 1/5 vseh zaposlenih. Ampak to niso samo te velike gospodarske družbe kot Telekom, ne? Ampak vi morate vedeti, da je pač Telekom, okrog Telekoma in podobnih družb državne lasti je cela mreža, cel grozd podjetij, dobaviteljev, in ko še ta podjetja prištejemo, vidimo, da država dejansko obvladuje pretežni del tega zelo pomembnega gospodarstva in zdaj je čas, da se začne umikati. Bi naslednjega vprašal gospoda Jermana, zdaj vi ste upravljalec skladov, zanima me vaše stališče, kaj to pomeni. Za sam Telekom sicer ta odločitev še ni dokončna, pa vendar. Ja, jaz bi se mogoče navezal še na prejšnje vprašanje na brzino, ne, da je v bistvu premier končno naredil tisto, kar mora premier narediti. Nekdo pač v tej državi enkrat mora prevzeti odgovornost, ne, ker v primeru Telekoma se je točno pokazalo prelaganje odgovornosti, ne, iz enega na drugega naprej nazaj, tako da se na koncu dejansko ne ve, kdo je odgovoren za kakšno stvar, ampak to je sam vrh ledene gore. Ne. Ta prelaganje odgovornosti gre potem, bom rekel, po spirali navzdol na nadzorne svete podjetij, kjer pač nadzorniki, bom rekel, ne vsi, ne, velika večina pa ja, ne radi prevzemajo odgovornost, ne, in potem daje naprej signal upravi družbe, da pač dela, kar uprava dela. Ne. Tako da to je to. Zdaj, kar se pa tiče tega vprašanja, jaz, dokler pač ni podpisan, ne, prodaja kot taka, ne moramo reči, da se je zgodilo. Ne. Mislim pa, da smo zelo daleč temu, da se bo to zgodilo v naslednjih parih dneh. Tako da iz tega vidika jaz, bom rekel, ne vidim več ne vem, neke grožnje, da se to ne bi zgodilo. Gospod Kovač, bi še vaše mnenje glede te odločitve Cerarja in pa no, vsekakor bi bilo izjemno nerazumno, če vlada ne bi imela stališče in če bi se obnašala, da se to ne tiče, zato ker dejansko vlada ima izvršno oblast in vlada upravlja z državno lastnino. Ne glede na to, koliko nekih vmesnih teles si še ustvari. Gre pa stvar, kar pa je pozitivno, je pa to, da je le premier pokazal nek odnos do same privatizacije, do konkretne, pa tudi na splošno, ker menim, da je vseeno pomembno, da se nekdo, ki mu je mar te države, ob tej zadevi angažira. Če povem en primer, en dobronameren prijatelj me je včeraj
poklical, očitno dobil vabilo na to kroglo mizo, pa rekel, pa kaj se ti izpostavljaš okrog te privatizacije, sam še zameril se boš komu, očitno ga zelo skrbi moja prihodnost. Pa sem mu povedal eno anekdoto izpred 2-3 let, ko je bil objavljen ta spisek teh 15 podjetij, za katere je parlament dovolil, da se privatizirajo. Jaz sem ta spisek pokazal enemu uslužbencu enega tujega premoženjskega sklada z izkušnjami v širšimi regiji in mi lepo spojasnili k vsakem podjetju, pa on to gleda, pa začne tam smejati, pa reče, pa kaj, to je še pri vas državno, pa se vi niste normalni. In jaz mislim, da če ljudje, ki hočejo, da ta država, kar se tiče odnosa med državo in gospodarstvom, postane normalna, je zdaj en tak prelomen trenutek, ko se je treba zavzeti za to, da se privatizacija ne zastane, da ne glede na to, kaj se bo s Telekomom dogodilo, da privatizacija se nadaljuje, da se ljudem, ki upravljajo z državnimi podjetji, ne da bianko karte, da pač vi boste pa zdaj zavedno državni, vi ste toliko strateški, da lahko poslujete tako, kot bo politiki všeč, ne pa tako, kot bo trg ocenjeval kvaliteto vašega poslovanja. In me seveda veseli, da je premier Cerar se okrog te zadeve izjasnil in mogoče nakazal eno usmeritev, kam bo šla politika te vlade ali pa saj dela te vlade v prihodnje. Gospod Mikolič, zanima me stališče, vi ste odvetnik. Kako vi ocenjujete celoten postopek? Silmen je poslal dopolnjeno ponudbo, hkrati pa so nadzorniki SDH sprejeli eno ponudbo prej. Z pravnega stališča, kaj to pomeni? Zdaj, koliko je meni iz medijev znano, kot je že kolega povedal, nič še ni bilo podpisano. Znano mi je tudi, da pogajanja še tečejo glede teh dodatnih pogojev. Tako da bo potem še potrebna enkratna potrditev nadzornega sveta, kolikor, še enkrat poudarjam, jaz vem iz medijev, no, ko bo pač dokončno besedilo prodajne pogodbe usklajeno. Takrat boste lahko kaj več. Ja. Gospod Burger, bi šel spet na vas. Zanima me predvsem stališče. V Sloveniji je to vprašanje privatizacije deli, kot sem uvodoma dejal. Sedaj imamo dve strani. Eno tisto, ki zagovarja privatizacijo za vsako ceno in tisto drugo, ki je proti. Kje je to rešitev? Mislim, javno mnenje je že dolgo časa razdeljeno. Tako da tukaj to ni nič novega. Mislim, rešitev je tem, da skušamo na nek civiliziran način drugega prepričevati, da so naši argumenti boljši. Ne? In mislim, argumenti se mi zdi, da so na naši strani. Jaz argumente vidim dvojno. Ne? Pač prvo so zame bolj pomembni, pač so te ideološko, oziroma lahko bi rekel politično-filozofski argumenti, kjer menim, da je vloga države ta, da vzpostavlja nek institucionalni okvir, kjer za minimalnimi posegi zagotavlja ščitenje osnovnih pravic in naše lastnine in pa zagotavlja vzpostavitev konkurence na trgu in pa preprečevanje zlorab teh monopolnih položajev. In da je pač vsa ostala iniciativa podjetniška mora biti v rokah privatnih lastnikov. Zdaj, veliko ljudi se požvižga na te argumente in pač jim je bolj so jim bolj pomembni materialistični argumenti. Tudi tukaj na tem področju je več argumentov nam uprit za privatizacijo. Jaz sem naredil en tak kratek pregled empiričnih študij in tukaj imate na desetine znanstvenih študij iz različnih držav, ki uporabljajo na 100 000 podjetij. Ne? In velika večina, oziroma tako težko najdete kakšno znanstveno študijo, ki bi suvereno potrdila, da je državno lastništvo boljše, oziroma velika večina empiričnih študij kaže in tudi na lastni koži smo občutili v Sloveniji, da je privatno lastništvo boljše, zato ker imajo privatni lastniki, ne, za razliko od državnega lastništva, imajo interes, da skrbijo za svojo lastno lastnino. Tega se pa v življenju ne da simulirati z kakršnim koli nadzorom. Ne.
Gospod Jenman, vem, da imate vi konkretne številke, koliko je Slovenija, koliko je država izgubila s tem, ko ni izvedla privatizacije? Zdaj, konkretnih številk, jaz sem konkretne številke, bom rekel, samo za nekaj največjih oziroma najbolj odmevnih podjetij. Gotovo je, bom rekel, potem skupna številka, ki bi se z tega lahko, bom rekel, ven prišla, ne, to je, bom rekel, delo za eno resno študijo oziroma resno magistrsko nalogo, da se vse to skupaj izbere, ampak kakorkoli, ne. Če gremo konkretne številke gledati, Telekom Slovenije, prva ponudba, ki smo jo imeli, pa smo jo potem, dejansko ponudbo smo imeli na mizi, kot država govorim, ne. Leta 2007, mislim, da je bila po 405 na delnico, pa smo jo zavrnili, ker smo rekli, da mi pa tega ne bomo prodajali kot Slovenija, ker znamo sami boljš delati, pa več dobičkov ven pobrati iz tega našega Telekoma, ampak če bomo prodali po tej ceni, pa vse to dobili, kar je noter, je, bom rekel, izguba samo na Telekomu 1,7 milijarde evra. Ne? To pomeni 3500 evrov na družino, na 4-člansko družino. Ne? To so velike številke. To ponudbo smo imeli na mizi. Na drugi strani v tem NLB, ki smo tudi imeli že ponudbo na mizi iz strani KBC-ja, pa smo se odločili, da bo to državna banka, je samo brez državnih garancij oziroma brez obveznic, ki jih je država izdala zdaj za bailout, ne, je ta cifra 2,6 milijarde, za NKBM 1,5 milijarde. Na Mercatorju je 730 milijonov direktne škode, po tisti prvi ponudeni ceni 221. Samo Pivovarna Laško je na račun Mercatorja izgubila 150 milijonov. Ne. A banka Celje, ne, in vse te skupaj, bom rekel, teh 7 podjetij skupaj znese 7 milijard pa pol. Ne, kaj je bilo na mizi številka, ki bi jih lahko dobili. Ne. In to znese na prebivalca 3800 evrov na prebivalca. Ne. Zdaj, koliko je pa kolateralne škode, ki bi se lahko iz tega dobili, iz višjih pobranih davkov, iz pobranih davkov na kapitalske dobičke in vse ostalo, to se potem samo multiplicira naprej. Ne. Tako da to so neke take osnovne številke. Pa so pa še druge, bom rekel, zadeve, bom rekel, manjše podjetje oziroma manj odmevna. Gospod Kovač, velikokrat slišimo tudi, da je ta debata o privatizaciji oziroma proti postala ideološka. Ja, se je ideološka to. Zdaj, bi se lahko zgodilo, da bi sindikati skupaj s podporo ene parlamentarne stranke odgnali tuj kapital, tuje vlagatelje, tiste, ki so še pripravljeni vlagati v Slovenijo? No, bolj odgnati, kot je že odgnan, je zelo težko. Ne? To se pravi, zdaj Slovenija ni neka dežela investicijskih priložnosti, kjer bi ljudje pristali na letališču Jožeta Pučnika in prišli iskati posel sem. Ne. To se pravi, že za te vlaganja ali pa te privatizacije, ki so v teku, se je potrebno potruditi, se je potrebno angažirati, da se najde kupca, pa še to se doseže s polovičnim uspehom, kako smo videli zdaj pri teh zadnjih privatizacijah. Tako da kaj dosti škode dodatne se po mojem ne da več narediti, tudi zaradi tega, ker smo le v Evropski uniji, ker le obstojajo neki predpisi glede državnih pomoči, glede varovanja konkurence, glede vloge države v gospodarstvu. In tukaj, če se navežemo tisto, kako to presekati, ali to razdeljenost, ali kaj takega, jaz mislim, da stvar, ki pa ni ideološka, ne, je pa zelo praktična, je pač, da se to preseka takrat, ko se bo od politike terjala odgovornost za slabo ali pa tudi dobro poslovanje podjetij v državni lasti. Ne glede na to, koliko nekih strokovnih nadzornih svetov in uprav postavljajo, treba je očitno izpostaviti, da podjetje, ki je v večinski državni lasti ali pa podjetje, kjer ima država kontrolo v skupščini, da to podjetje je državno in da za poslovanje tega podjetja nosi polno odgovornost vladajoča koalicija s predsednikom vlade na čelu. Lahko obračajo, kakorkoli zamotavajo, ampak to so dejstva in ko bojo davkoplačevalci to začeli terjati, mislim, da bo motiv politike vsaj malo bolj uravnotežene. Se pravi, na neki strani so neke
klientelistične koristi, ki se lahko dobijo strani podjetij v državni lasti, ampak na drugi strani so pa povezane tudi tveganja s tem, da podjetje, za katerega si odgovorno, če seveda volivci to odgovornost terajo, posluje slabo in se ti potem kdaj kasneje računi stavi na ulicah. Če pa tega ne bo, če pa volivci tega ne bodo naredili, potem sem pa precej pesimist in tudi taka občasne izjave premierja ne bodo kaj dosti pomagali. Gospod Burger, zanima me še vaš pogled, kaj lahko ti protestniki na ulici dosežejo? Lahko odženejo potencialne investitorje, danes bodo prav v tem trenutku zahtevali, da se prodaja Telekoma ustavi, čeprav so včeraj nadzorniki SDH odločili drugače. Ne, jaz mislim, da tega ne morejo narediti. Tudi mislim, da ne morejo preprečiti nadaljevanja privatizacije vsaj teh 13 podjetij, ki so še na spisku. Se pa potrebno zavedati dvojega, da imamo v bistvu teh podjetij po zadnjih podatkih jih je preko 640. Se pravi, mi imamo ogromno število podjetij, sicer potem so manjša, ampak ogromno število podjetij, ki so še vedno v državni posredni ali pa neposredni lasti. Druga stvar je pa ta, da pač smo v času od začetka krize naprej naredili par korakov nazaj, v bistvu, kar se tiče vloge države v gospodarstvu. Mi smo privatizirali s privatizacijo oziroma dokapitalizacijo bank, spet prevzeli lastništvo, vložili več kot 3,5 milijarde evrov, prenesli ne vem koliko sredstev tudi na DUTB, na slabo banko, tako da v bistvu se je vloga države v tej krizi še povečala, tako da v bistvu bomo mogli še kar nekaj Telekomov prodati, da bomo sploh prišli na stanje pred krizo. Tako da jaz se ne bojim, da bi uspel ta proces saj teh 13 podjetij ustaviti, se pa bojim, da imamo še ogromno dela pred sabo, še ogromno podjetij. Zdaj, gospod Jerman, vi ste sodelovali kar pri nekaj teh prodajah podjetij, seveda kot upravljalec skladov, pa me zanima, kaj ti signali pomenijo za tuje vlagatelje? Politika je najprej želela privatizirati, potem malo ne, potem spet da, sedaj je Cerar odločen, vsaj v primeru Telekoma. Kaj ti signali pomenijo konkretno za tuje vlagatelje? To vidimo konkretno na Telekomu. Bom rekel, na eni strani imamo privatizacijo aerodroma, kjer je potekalo privatizacija tako, kot mora potekati, to se pravi, brez nekega velikega vmešavanja politike v sam proces. Na koncu smo imeli konkurenčne ponudbe, dobili smo ceno, bom rekel, še danes mi ni jasen, točen, kakšne plane ima Fraport, da je tako ceno plačal za aerodrom. Na drugi strani imamo pa Telekom, kjer smo lansko leto, mislim, da ravno nekaj takle čas, oziroma mislim, da je bilo 8 ali 9 nezavezujočih ponudb, je prišlo za Telekom, potem je pa bivša premierka ustavila proces in od takrat naprej vidimo, do kam smo prišli do tega, da smo odgnali več ali manj vse in imamo samo enega. In zdaj tega enega, vse ostale ni, bom rekel, odgnala ulica ali pa kdorkoli drug, ampak bom rekel, neodločnost politike, ker morate vedeti, tako strateški investitorji, če jim lahko tako rečemo, ali pa finančni oziroma ta private equity, oni vsi iščejo naložbeno priložnost. In zdaj, če ti na začetku postaviš neke pogoje, potem jih pa kršiš, za marsikoga je to signal, ok, jaz bom šel pač nekaj boljšega drugam poiskati. In točno to se je tukaj zgodilo. Se na koncu, da vsaj moja ocena osebno je za Telekom, če bo ostal pri tej ceni, smo dobili, bom rekel, čist eno sorazmerno zelo dobro ceno za Telekom, glede na to, kakšen stanju je Telekom. Tako da daleč od tega, da bi bila to neka razprodaja Telekoma ali karkoli drugega, in je popolna primerljivo s transakcijami, ki so se dogajale, bom rekel, predvsem v Evropi, bom rekel, v zadnjih časih. Kakšen je pravni vidik tega spreminjanja odločitev? V zvezi s Telekomom? V zvezi s Telekomom, pa tudi sicer s privatizacijo. Malo da, malo ne. Z pravnega vidika bi to težko kaj komentiral, ker
dokler ni nekaj dogovorjeno, težko. Dobro. Če jaz lahko iz izkušenj, bom rekel, praven vidik je v tem primeru najlažje. Bom rekel, če je volja na eni strani, volja na drugi strani, se potem pravniki med sabo usedejo pa se zmenijo tako, da je prav za vse. Tako da to je stvar, bom rekel, včasih je to stvar lahko 1 ure ali pa 2 ur. Tako da to je to, tako da tukaj ni nekih večjih težav, zaenkrat pri tem ne vidim. Še eno idejo smo slišali gospod Kovač v zadnjih dneh in sicer, da bi lahko za Telekom iztržili več. Sedaj bomo nekje dobili za delnico okrog 130 € plus minus nekaj evrov. Slišimo tudi ideje, da če bi bila Slovenija bolj ustrajna, da bi lahko v tem trenutku v danih okoliščinah dosegla ceno 220 €. Ja, ko sem te vehementne trditve poslušal, se mi nekako odkrilo, jaz sem tako sprašal, kako nam je uspelo naštepati tako veliko bančno luknjo. Kakšna mentaliteta v zadnji, kaj sej fališ za faktor, projekt investicijski zgrešiš za faktor 2, ampak bančna luknja, tam so noter projekti pristali, kjer je na koncu bilo premoženja, ko je šlo zadeva v stečaj ali pa naslava banko za desetino ali pa še manj vrednosti. In očitno ta mentaliteta teh tovarišev, ki zdaj vpijajo, koliko je vreden Telekom, je bila očitno doma tudi v številnih bankah, ki so vedeli, koliko veliko so različni projekti vredni in so na to optimistično vrednost teh projektov bankirji tudi dajali posojila. Tako da tam je bilo še lažje, ker bil je tuj denar, denarja je bilo dovolj. Ampak pri nas, zdaj naprimer ravno konkretno za Telekom, se operira z tem multiplikatorjem EBITDA-ja, ki je tak pa tak, ampak vsi pozabljajo, da se potem ta znesek, prvič, če sam multiplikator se določi glede na tveganost posameznega trga, potem se pa naredijo še popravki za neto dolg, pa za različne naslednja tveganja in pri nas so tveganja kar velika, veste, mislim, pri nas lahko čez 3 leta oblast eno revolucionarno bratstvo ali Syriza prevzame in vprašanje, kakšne zaslužke bo imel potem en premoženjski sklad s Telekomom. Ja, bi sam še par stvari dodal tukaj, glede finančnega poslovanja pa temu posledično nizke cene. Pač primerljivo podjetje Slovaški Telekom za praktično identično prodajo, to je 765 milijonov evrov lansko leto, ima kar 800 manj zaposlenih. Prosti denarni tok je v Telekomu 170 milijonov, medtem ko je tam skoraj še enkrat večji, 311 milijonov. In tudi dobiček iz poslovanja EBIT je v Telekomu samo 11 milijonov, medtem ko je v Slovaškem Telekomu 69 milijonov. Tako da cena odraža dejansko stanje, finančno stanje Telekoma. In pa seveda še, kot je kolega rekel, vsa tveganja povezana s tem. Na tem trenutku se nam je pridružil tudi gospod Tomaž Butina, član uprave KD skupine DD. Upravnega odbora KD skupine. Se pravičujem. Zanima me še vaš pogled. Prav v tem trenutku potekajo protesti proti privatizaciji. Kaj se bo zgodilo po vašem? Ja, tu bi rekel z šlogerstvom se sicer nisem nikoli ukvarjal, pa tudi nisem pristranski in potem nisem nepristranski in tako človek potem vedno navija za tisti razplet, ki bi ga sam rad videl. Jaz upam in po mojem mnenju to tudi v dobro Slovenije nasplošno, da bo ta postopek speljan do konca. Tako kot mislim, da toliko ne vsi upamo, ker je res mogoče, da nekateri pravijo, da je cena nizka, pa to dobro, to so že drugi prej o tem razpravljali, pa cena je tudi vedno nižja in tako naprej, ampak malo je tudi vprašanje naše resnosti, se čas za razpravo bi prodali, ne bi prodali, bil že prej, zdaj pa, ko se pa zadeva zalaufa, si pa pač tudi neresen, če zadeve, če ne pelješ do konca, tudi iz tega vidika.
Gospod Burger, eden od argumentov nasprotnikov je, da bi lahko prišlo v teh podjetjih, ki bi prišli v last tujcev, do odpuščanj in pa do odtekanj dobičkov. Kaj vi jim bi odgovorili? Mislim, če poznate vsaj osnovne principe ekonomije, ne, je odgovorno vprašanje, zakaj smo tako bogati, 30krat bogatejši kot pred 200 leti nazaj, in ravno zaradi tega, ker smo pustili, da preko tržnih mehanizmov se ljudje prezaposlujejo iz manj učinkovitih delovnih mest v bolj učinkovita delovna mesta. Tako da prezaposlovanje delavcev je sicer seveda boleča, kratkotrajno boleča stvar, sploh za tistega, ki izgubi službo, ampak na dolgi rok je pa to edini mehanizem, ki lahko privede do bolj bogate, bolj napredne družbe. Tako da odpuščanje sploh v tako neučinkovitih sistemih, ne, kot je Telekom, recimo, je nažalost nujno, ne. Ampak ti ljudje bodo dobili priložnost na trgu, da poiščejo nove zaposlitve, ki bodo bolje plačane, in obstoječi zaposleni, ki bodo obdržali službe v Telekomu, bodo zaradi večje produktivnosti lahko prejemali više plačane. Brez nekih kratkoročnih sprememb pa žal ni napredka. Gospod Jerman, govorimo o ulici in o politiki. Zanima me, zakaj del politike nasprotuje privatizaciji. Velikokrat smo slišali tisto, da so ta podjetja odlagališča kadrov, tudi izčrpavanju. Zdaj, težko odgovorim točno, kakšni politiki mislijo. Vemo, da politika je, ne, politiki se vse mogoče lahko zgodi, ne. Smo videli že menjanje, bom rekel, stališč iz dneva v dan, tako da mislim, da pač politiki nekteram paše tako, nekteram paše drugače, tako da bi se pa vrnil tle, ne, kaj je problem, ne, ko smo začeli na začetku govoriti o odgovornosti, ne. Zato pa imamo vlado, pa predsednika vlade, pa imijajo, pa vse te, pa ministre, da prevzamejo odgovornost, da oni povejo, kaj in kako bo, ne. Kaj oni vidijo, tako kar je gospod na moji desni rekel, ne. Oni morajo povedati, ne. Oni so bili izvoljeni, oni so sestavili vlado, zdaj pa povejte, kako, ne, ker lastnik je pomeni biti odgovoren, ne. To je bistvo vsega skupaj, ne. In tle je ta, zakaj privatizacija, ne. Saj jaz tako vidim to zgodbo, ne. Zdaj smo na Telekomu smo točno, kako odločanje poteka, ne. To je neskončno, enih sestankov, neskončnega prelaganja odgovornosti za enega na drugega, ne. Na drugi strani imamo pa, če gledamo multinacionalke svetovne oziroma uspešna podjetja, ne, ki so v privatni lasti, ne, oziroma so bila ustanovljena, bom rekel, v garažah, recimo, ne vem, Apple, kakorkoli, Google, Microsoft, vse te, ali pa kjerkoli druge, ne. Tam je, bom rekel, čas odločanja je bistveno hitrejši pa prilagajanje, ne. Pri nas prej se politiki zmenijo med sabo, kaj bo zdaj nek Telekom delal, recimo na koncu, ker mora nadzoren svet potrditi pa dati mandat upravi Telekoma. Lahko mi že 1 leto poteče, ne. To je problem. V istem času bo pa Deutsche Telekom oziroma Carlos Slim preko Avstrija Telekoma in Simobila je lepo kupil Amis, naredil veliko konkurenco Telekomu, na drugi strani imamo KKR, ki je lastnik Telemacha, še druga konkurenca in Telekom je pa nekje vmes ostal, država ga izčrpala, nima sredstev za investicije, take, kaj je potrebno, ne, in stoji nekje na mestu, ne, zato pa padajo prihodki, padajo dobički in vse naprej. Ne. In zato pa rab, pa ne samo Telekom, kjerkoli druga firma, rab predvsem lastnike, ki vejo, kaj hoče. En razlog, zakaj politiki nasprotujejo, oziroma zakaj je tak velik del politikov tudi mlačnih do privatizacije. Tukaj jim prav velike krivice ne smemo narediti, zaradi tega, ker izkušnje tudi iz Zahodne Evrope nas učijo, da s podpiranjem privatizacije ali pa s tem spostavljanjem privatizacije na vrh svojih političnih prioritet se ne da politično uspeti, ne. Privatizacija, koristi od privatizacije so mnogo bolj razpršene, hkrati pa po drugi strani nasprotniki privatizacije zelo lahko ustvarjajo vtis, da nekaj, kar je državno, je v bistvu naše, čeprav sploh ni naše, s tem upravljajo politično nastavljeni menedžeri. In seveda to naše bomo izgubili, karkoli to že pomeni. To je prvi razlog. Drugi razlog je ta, da je
pri posameznem projektu praktično to, kar se zdaj že tudi poskuša, mu očitati prenizko ceno. Postaviš neke idealne pogoje, v katerih bi bila ta cena višja in proti tem praktično ni obrambe. Proti pravljicam se težko braniš. V teh in teh primerih bo pa cena, bi mogla biti cena taka pa taka in vi, ki ste dobri politiki, vi, ki ste dobri prodajalci, bi mogli to doseči. Proti temu se politik pred ljudstvom zelo težko brani in zato, naprimer, jaz tudi razumem premiera Cerarja, da ni raztrgal srajce in skočil na prvi vlak za prodajo Telekoma. In potem je pa še tretji razlog, je pa to, da se tudi privatizacijam rada korupcija pretakne. To pa, mislim, se kdaj tudi res zgodi. Tako da tisti, ki se zavzema za privatizacijo, to še ne pomeni, da ljudem, ki vodijo te postopke, dajemo bjanko menico, da lahko to pelejo, kakor hočejo. In seveda vsi ti trije razlogi nekako vodijo k temu, da moder politik ne bo postavil privatizacije na prvo mesto svojega programa, ampak hkrati pa v drugi strani, pa če mu je pa umar blaginja državljanov, pa bo nekako med temi tremi čeremi poskusal proces peljati in normalizirati upravljanje gospodarstva, tako kot je to v drugih primerljivih državah narejeno. Zdaj, danes imamo strategijo, najprej smo začeli s privatizacijo, potem je nastala strategija. Zanima me, dr. Burger, kakšna je vaša ocena tega seznama, predvsem do tistih strateških podjetij, kjer naj bi država zdržala kontrolne dele, se pravi 25% plus eno delnico, ostalo pa razpršila. Kdo bo to kupil? Mislim, problem je v tem, da se sicer majhno število podjetij, ki se je znašlo v tej strateški skupini, predstavlja kar 65% vrednosti vsega premoženja, ki ga upravlja SDH. Tako da, v bistvu, če prištejemo še pomembne naložbe, kjer država ohranja 25% plus eno delnico, potem vidimo, da praktično samo 15% precej nepomembnih družb prodajamo zares. Ker ta skupina pomembnih gospodarskih družb, pomembnih družb, v bistvu pomeni, da kljub temu, da je samo 25% plus ena delnica, v bistvu pomeni še vedno veliko kontrolo države v poslovanje in vmešavanje poslovanja v teh podjetij. Jaz sem to že povedal, recimo lep primer je zdaj efektivno takega tipa naložb je Petrol, 28% državni lasti in tukaj tudi slučajno ne more nihče trditi, da je to država tukaj samo nek strateški oddaljen partner, ki samo bdi v zadju, da je vse v redu. Tukaj je ogromno bilo in je še vedno pritiskov strani politike vmešavanja. Tako da v bistvu ta seznam je, jaz sem zelo razočaran nad tem seznamom in da so se znašla v tej strateški skupini podjetja, kot so Loterija Slovenije, Modra zavarovalnica, Talum in tako naprej, notri pozavarovalnica Sava. Mislim, tudi jaz ne vidim nobenih vsebinskih razlogov, zakaj je to neka strateška panoga oziroma neka strateška aktivnost, ki bi jo morala država obdržati v svojih. Če pa je že kaj od tega, pa jaz pravim, izvolite, izločite jo ven in jo prenesite v državni sektor in jo izvajate preko ministrstva. Ne potrebujemo potem gospodarskih družb za to. Tudi policijo na ta način izvajamo. Nimamo DD-ja policija. Gospod Mikolič, kakšno je vaše stališče, kakšen je pravni vidik te razpršene prodaje in pa seveda tega kontrolnega deleža države? Predvsem se pojavlja vprašanje pri pomembnih naložbah, torej kjer država namerava obdržati 25% plus eno delnico. Hkrati pa pri nekaterih od teh pomembnih podjetij v statutu na nek način onemogočiti koncentracijo lastništva zasebnih lastnikov. Zdaj, to ni nova ideja, je že več držav to poskušalo, govorim držav članic Evropske unije, od Nemčije, Nizozemske, Francije, Portugalske, Belgije, mogoče sem še kakšno pozabil. Dejstvo je pa to, da je v veliko primerih
so takšne omejitve, ki jim z drugimi besedami lahko rečemo zlate delnice oziroma mehanizmi za ohranjanje kontrole države potem, ko bo delno privatizirala družbo, bile na sodišče Evropske unije potem v veliki primerov označene kot nedopustno omejevanje prostega pretoka kapitala. Zdaj, da se to ne bo preveč abstraktno slišalo, prosti pretok kapitala, kot vemo, je ena izmed temeljnih svoboščin notranjega trga EU. Sodišče Evropske unije je pa na temelju tega, da temeljna pogodba Evropske unije prepoveduje kakršnokoli omejevanje prostega pretoka kapitala, potem razvilo prakso, in šlo pri tem zelo daleč, in sicer pravi, da kakršenkoli ukrep države, ki do neke mere dela naložbe v podjetja v teh državah, manj interesentne, manj zanimive za potencialne vlagatelje, kakršenkoli ukrep države, torej, ki je tak, omejuje prosti pretok kapitala in je dovoljen zgolj v točno določenih primerih, to so pač izjeme, torej prepoved ni absolutna, izjeme so dovoljene, vendar je pa sodišče pri tem zelo strogo presojalo te izjeme. Do sedaj, kolikor je meni znano, je samo Belgija, ta primer iz leta 2002, uspela dejansko utemeljiti na podlagi zagotavljanja sledenja javnemu interesu takšno omejitev prostega pretoka kapitala, šlo je pa za energetsko družbo. Ja, tako da nisem pa zasledil v strategiji nič v tej smeri oziroma nobenih argumentov, zakaj bi takšno omejevanje bilo potrebno, razen nekega splošnega javnega interesa. Takšne splošne argumente, nacionalni javni interes je pa sodišče kar dosti naravnost označilo za ne dovolj jasne. In problem je predvsem v tem, da ko se že omejuje prosti pretok kapitala, je na podlagi prakse Evropskega sodišča treba vnaprej zelo natančno določiti objektivne pogoje, točno v katerih primerih bo država lahko uveljavila te dodatne pravice, naprimer v tem primeru onemogočila koncentracijo lastništva v neki točno določeni družbi. Čisto abstraktna prepoved je pa lahko problematična. To je vprašanje za gospoda Jermana pa za gospoda Butino. Vidva konkretno delata z deleži, z delnicami. Kdo bi kupil delež, da nima nekaj odstotkov v družbi, ki jo kontrolira država s 25% plus eno delnico? Slovenci očitno ne po tej zgodbi NKBM-a. Kdo bi torej kupil te delnice? Ja, nihče, ne. Mislim, to je odgovor, se kar sam ponudi, ne. Zaradi tega, ker pač to je, te družbe so, težava je tudi v tem, kakšne cilje imajo tisti, ki dejansko odločajo, ne. Ker je konflikt interesov je v bistvu eden od največjih problemov sodobne družbe, še na marsikaterem drugem področju, ne samo tukaj, ne. In tukaj pa, jaz mislim, da ravno nasprotje interesov je gonilo vsega tega, kar se zdaj dogaja, ne, zaradi tega, ker ljudje, ki imajo neke druge interese, ne, si potem želijo drugačen razplet, ne. Tako da se to smo pa večkrat že videli, ne, v Sloveniji, da pa še tudi tukaj druge, no, ne samo, ampak te zadeve so nam bližje, ne, da kadar odločevalci nimajo interesov z lastniki usklajenih, potem se začnejo čudne stvari dogajati. Se tudi v Telekomu se je to dogajalo do neke mere. Enako vprašanje, gospod Jerman. Jaz se pridružujem njegovi izjavi. Mislim, zakaj bi nekdo bom rekel, tudi od institucionalnih investitorjev
na novo, poleg obstoječe lastniške strukture, vstopil, ne vem, s 5% deležem v neko firmo, ki že vnaprej ve, ne, da država dejansko vodi na vse niti v svojih rokah. Po drugi strani pa mu nekako z nekim zakonom oziroma z neko uredbo, za ne vem, kaj bo date iz te strategije, ne, probajo omejevati, ne, da bi nekdo ali pa neka skupina delničar kot je država. Ne. Tako da to je skregano za vso logiko. Ne. Tako da tukaj po vsej tej zgodbi jaz vidim, ne, spet se vračamo nazaj v nek nacionalni interes, zaščito, ne vem, pred nekimi zlobnimi, hudobnimi tujci ali pa konec koncev tudi domačimi investitorji. Ne. In jaz ne vidim nobene potrebe, da v večini teh firm, da ima država več kot 10% delež v teh podjetjih. Ne? In jaz mislim, da bi mogli narediti dejansko IPO oziroma SPO in se potem prek javne ponudbe delnic državnega lastništva omeji, vsaj v začetku, da lahko vsak posameznik kup lahko samo 3%, bom rekel, posamezne izdaje, se razprši celotno lastništvo, a ne, ker vemo iz tujine, da razpršeno lastništvo je, bom rekel, najboljši, bom rekel, obramba pred sovražnimi prevzemi. Ne? Zato, ker če nekdo hoče prevzeti firmo, pa ima na drugi strani, ne, bom rekel, enega lastnika, ki obvladuje, ne, se zmeni samo s tem lastnikom. Zdaj je to država, lahko se tudi z državo zmeni. Ne. Vse, kaj pa vem, ne vemo, kdo bo čez 3 leta. Ne bi bilo prvič. Ne. Če imaš pa ti razpršeno lastništvo, to se vidi v tujini, ne. Če hoče nekdo narediti sovražen prevzem, mora dati prvo, kar je, ne, sovražen prevzem pomeni, da ni zmenen z nihče, z nikomor, da ni zmenen za upravo, oziroma da uprava to ne podpira in je treba potem dati enormno premijo, da dobiš delež v teh firmih. Ne. To je to. In z razpršenim lastništvom pa potem uprava, ne, mora pa zagotavljati transparentno poslovanje vsem tem lastnikom. Ne. In če imaš ti zelo razpršeno lastništvo, je naloga uprave, da uskladi želje oziroma zahteve vseh teh posameznih lastnikov. Ne. In potem imamo neko sodobno firmo, ki je odzivna, ki se hitro odziva na spremembe na trgu, pač danes živimo v svetu, ki se spreminja iz dneva v dan. Ne? Pridejo nove tehnologije, pridejo druge države, kapital se seli, dejansko ni omejitve za kapital. Ne? In še ena stvar, naslednja pa je pa zbiranje kapitala, ne? Oziroma za potrebe zbiranja kapitala na trgu. Ne? Slovenija je bila vedno, v preteklosti smo naredili tak sistem, ne? Da so banke vedno odigrale edino vlogo pri zbiranju kapitala za kakršnekoli projekte. Ne? Mi tega ne rabimo, mi rabimo imeti močen kapitalski trg, ne? In mislim, da smo konec koncev smo tudi dokazali to z dokapitalizacijo in Save Re in konec koncev Gorenja, ne? Ker je na trgu se zbrali denar, prišli so lastniki tja do 5%, se je znižala, bom rekel konkretno v Gorenju, zadolženost in se tako naprej. Ne? Tako da to je treba gledati, v tej smeri, ne? Zato ker da bomo gledali spet, da bodo banke, ne, spet dajala kapital za vse projekte, ki jih v Sloveniji potrebujemo, bomo gotovo pa čez 10 let spet imeli podobno zgodbo z bankami, ki smo imeli lansko leto. Ne. To je to. Dobro, gremo na prihodnost. Počasi, dr. Burger bi pri vas začel. Zdaj, po vsem tem, kar smo videli, po vseh teh spreminjanju odločitev politikov, se zdi, da tisti, ki bo prevzel politično odgovornost za nadaljevanje privatizacije, ga morda na naslednjih volitvah ne bo prišel več v državni zbor. To bi se lahko zgodilo. Tudi stranke v koaliciji zelo hitro spreminjajo svoja stališča. Zdaj, ali pričakujete, da bo ta privatizacija sploh stekla, ob tem, da so verjetno na ploščadi pred parlamentom bolj glasni kot za to mizo? Jaz upam, da bo stekla, ne, ker če hočemo nadaljevati proces privatizacije letos, v bistvu pa naslednje letos še tisto možno obdobje, kjer se še lahko odvijajo te večje privatizacijske zgodbe, potem so pa prihajajo že predvolilna leta, ne. Takrat bojo pa vse stranke zelo previdne pri podpori privatizacije. Če bomo pa enkrat začeli ta voz pognati naprej, se mi zdi, bo pa z vsakim
naslednjim prodajnim podjetjem ne bodo padale domine in bodo te mreže vedno bolj šibke, tako da bo potem tudi odpor, se mi zdi, manjši. Ne. Zdaj, glede samega upravičevanja in argumentiranja ne prodaje, ne privatizacije, ne v smislu strateškosti naložb, ne. Tukaj velja omeniti en lep primer Avstrije, zadnjič smo bili tudi na podobni okrogli mizi, ne. Alpska država že vrsto let najboljša v smučanju in sigurno je smučarska panoga, izdelava smuč njena strateška panoga, ampak od vseh teh močnih proizvajalcev smuč, Atomic, Fisher, Kessler, Kneissl, Blizzard in tako naprej, ne, ima Avstrija samo eno družbo še v svoji avstrijski lasti, vse ostalo so to tuji lastniki. Ne. Tako da tukaj vidimo na lepem primeru, da kljub temu je to še vedno močna panoga, še vedno uspešna panoga in tudi slučajno ni nujno, ni predpogoj, da je domače lastništvo, da panoga uspeva. Gospod Kovac, se bomo z vsakim podjetjem z tega seznama toliko ukvarjali kot s Telekomom? Ali bo kaj drugače pri drugih? Z vsakim kot Telekomom ne, ker Telekom je le neko posebno podjetje, politikom posebej milo. Tako da, kar se tega tiče, ne, mislim pa, da je precej odvisno od tega, kako se bo zdaj ta zgodba s Telekomom razpletla. Če se bo zgodil bolj verjetni scenarij, to se pravi, da bo Telekom prodan, potem menim, da bo v tem prehodnem času, sicer ne zaradi kakšnega velikega angažmaja za privatizacijo, ampak preprosto zaradi tega, ker so postopki za veliko teh podjetij iz tega spiska že stekli, nekateri imajo, za nekatera podjetja obstaja resen interes in pač se bo ta inercija pustila, da se bodo postopki zaključili, verjetno kakšen od njih tudi z uspešno prodajo. Kaj več od tega pa mislim, da se ne bo zgodilo. V drugem, manj verjetnim scenariju pa, če v bistvu zdaj Cinven odstopi od tega nakupa, potem pa mislim, da bo tudi teh nadaljnih privatizacij, ki so že v pipelineu, bo marsikdo potegnil zavoro, tako na strani kupcev in pa tudi, na strani uradništva ljudje se ne marajo biti poraženci v naslednjih postopkih. Zdaj, mislim, tukaj je precej emocij zraven, mediji so svoje dodali, ne, in ko bo konec tega Telekomove sage, bo mediji ene razglasili za zmagovalce, ene pa za poražence. Čeprav nobeni ne bojo ne zmagovalci, ne poražence, ker še en čas ne bo jasno, kakšen bo razplet te zgodbe s Telekomom, ker pač Cimen mora pol, če je kupi, začeti to upravljati in iz svoje investicijske načrte izpeljati, oziroma država, če pač privatizacija ne uspe, bo mogla najti nek rezervni scenarij, kaj narediti in daleč od tega, da bo imel kdo priliko za kakšen triumf skanjati. Gospod Jerman, gospod Butina, še vajina pričakovanja me zanimajo, sploh tudi zanimivost, ne, v senci Telekoma se je zgodila nekaj privatizacij, sicer nekoliko drugačne zgodbe, ampak vendar, na hitro so se zgodile. Jaz mislim, da, oziroma pričakujem, da ta spisek, ki je bil, bom rekel, posredovan v državni zbor, pa ga je državni zbor potrdil, na podlagi tega spiska 15 podjetij je država tudi dala določene garancije oziroma določene zaveze tujim kapitalskim trgom in treba vedeti, da tuji kapitalski trgi trenutno posojajo denar Sloveniji, ne, tako da smo do določene mere zelo veliko odvisni od njih. Mislim, da denar, bom rekel, sredstva v prodajnih postopkih so bila že vložena, ne vidim, zakaj to ne bi šlo skozi, tako da za naprej pa mislim, da ta strategija, ki je zdaj narejena, je za mene, saj je to neka stvar na papirju, kaj naslednja vlada bo naredila lahko drugo strategijo,
in potem naslednja vlada za to spet neko drugo strategijo, tako da to niso, ne vem, dokaj časa to ni ustavo zapisanje, se da vedno spreminjati. Predvsem pa je Slovenija, bom rekel, bistvo je, da naredi določene strukturne reforme. In tako, kot sem že prej omenil, z zniževanjem vpliva pa deleža države v gospodarskih družbah, se je treba resno lotiti tudi pokojninskega sistema. In če bomo enkrat naredili tak sistem, da bojo pokojninski skladi pa družbe lahko vlagale oziroma investirale tudi sredstva v gospodarske družbe, to se pravi lastniški kapital, potem ne vidim nobenega razloga, zakaj bi se bal nekega kapitala in bi dejansko večino lastništva še vedno ostalo v Sloveniji razpršeno preko pokojninskih družb in bi bili dejansko vsi prebivalci Slovenije, lastniki slovenskih družb, v Ameriki so to pogruntali že leta 1950, ko še prej, so ustanovili pokojninske sklade, drugi so pa tudi to naredili. Američani so jasno rekli, da Japonci pa Kitajci kupujejo naš dolg, mi bomo pa prek pokojninskih skladov, bom rekel, dejansko lastniki ameriškega gospodarstva. Stvar je čisto preprosta, pri nas pa ne vem, zakaj tega nočemo narediti. Gospod Putina, še vaše mnenje za konec. Ja, jaz v bistvu tukaj skoraj nimam kaj dodati. Edino, kar upam, da bo se mogoče malo raven razprave popravila, da ne bo več to izgledalo toliko kot ena verska vojna, ampak mogoče malo bolj, bi rekel, kot ena razprava, kjer argumenti nekaj štejejo.